teden, ki je pred nami, je tudi teden zapora. Mogoče za nas malo otujena stvar, ampak poleg zapornikov je tukaj veliko ljudi, ki trpi zaradi kriminalnih dejanj, ki so jih storili. Je molitev zanje, za njihove bližnje, domače. Koliko je tukaj osebja, ki so družinski očetje in skrbijo za ta potek prestajanja zapornih kazni in pravosodje. Pa ne bo spomin tudi na našega bivšega kaplana, gospoda Roberta Peštovca, ki že več desetletij deluje med zaporniki in zaporniškim osebjem. Ne bo molitev za njegovo poslanstvo za prinašanje svetlobe Kristusa, upanja vsem tem ljudem. En lep dogodek je še pred nami. V soboto je god svete Cecilije, ki je zavetnica cerkvene glasbe, cerkvenih pevcev, glasbenikov, zborovodij, organistov. Na Brezovici bo v soboto zvečer slovesno, lepo, ker bodo sodelovali vsi trije pevski zbori. Odrasli mešani pevski zbor, mladinski zbor Anima in otroški pevski zbor. In vas lepo povabim v soboto zvečer ob 19. na Brezovico. Naj bo to naše skupno praznovanje z našimi pevci, ki toliko dobrega in lepega dajo pri našem bogoslužju in tudi za nas. Prihodna nedelja pa je nedelja Kristusa Kralja. To je zadnja nedelja v tem cerkvenem letu, ker se že bližamo proti Adventu. Tako. Ob koncu pred blagoslovom pa bi rad vam podal tudi besedo naših slovenskih škofov. Tako nam govorijo in pišejo. Dragi bratje in sestre, današnji evangelij nas spodbuja k neustrašenemu pričevanju. Kot sedaj živa generacija kristjanov in državljanov smo odgovorni za to, da prihodnjim rodovom v naši zakonodaji ohranimo 5. Božjo zapoved, ne ubijaj. Zavedamo se, da milost predpostavlja naravo, da Božji blagoslov dobi svoj prostor tam, kjer ljudje sodelujejo z Božjim načrtom. Zato naša prizadevanja za spoštovanje Božjega načrta ni politika, temveč naša evangeljska dolžnost. Hvala vam, ker se številni udeležujete 9-dnevnice, ki traja do naslednje nedelje. V tem tednu vsak izmed nas lahko v molitvi prosi Jezusa Kristusa za moč, modrost in s tem naredi veliko. Jezus nas spodbuja, kar ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. S pastirskim in očetovskim blagoslovom vas lepo pozdravljamo, vaši škofje. Naj bo ta spodbuda naših škofov tudi nam v moč, da bi bili veseli življenja, da bi ga varovali, spoštovali vsako človeško življenje. Bog veliko bolj pozna naša življenja in življenje naših bližnjih kot mi sami. Nam pa je dana lepa odgovornost, da jih varujemo in da prinašamo lepoto v naše življenje. Zato tudi odprimo srca za Božji blagoslov. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Amen. Slavi
Gospodu dan.